Smo ready? Smo. Daj prišli kamera. Teče. Že teče? Ja. Dober si ti. Da ne pozabim, preden začnemo z vestmi. Jutri ob 13. kaj ne? Ja, mislim, da. Že 5. živa oddaja Astitut ven padu. Nujno dajte. Spet vas vabim v naše spletno druženje v sredo ob 1. Astitut ven padu. Irena pride nazaj, jej! Nikolovski bo naš gost. Ne pozabite, Vest smo na Skypeu in na Twitterju. Poklikite nas, da bomo prijatelji. Dobimo se v sredo ob 1. www.vest.si pošiljnica Astitut ven padu. Vse nas vedno najdete, tako da dajte nas tudi tokrat. Se vidimo v sredo. Dober dan, iz ljubljanskega studia 136, to so Vesti na Vesti. Tokrat nekoliko kratke. To je vse, dragi Andraž. Koliko posnetkov imamo nocoj v Vesteh? 3. 3 posnetke? Ja. Jeben ti. Imaš vsaj kakšno fotko? Fotke bomo najbolj. In kdo je pripravljal Vesti? Bom ne mogel. Prosim, zapiš si v beležnico jutri ob 16. Bičanje. Biče. 2-krat za Domna. Ok. Preklet molica. To je vse, to je to. Enač, računa se najbrž na moje interpretatorske sposobnosti, pa začnimo. Novica, ki lomi. Uprava Petrola, ki jo sestavljajo Marko Križanovski, Igor Irgolič, Alenka Vrhovnik Težak in Boštjan Napast, se je včeraj z nadzornim svetom sporazumno dogovorila za prenehanje mandata. Križanovskemu in Irgoliču je mandat prenehal takoj po sestanku, Vrhovnik Težakova in Napast pa ostajata na funkciji do imenovanja nove uprave najkasneje do 30. avgusta. V soboto pa, pomislite, je s položaja odstopil predsednik Združenja novinarjev in publicistov Peter Jančič. Zmotilo ga je to, da je bila v imenu upravnega sveta javnosti posredovana izjava o primeru Ultra, ki z njim ni bila usklajena, v kateri ni bilo korektnega glasovanja in ki je kot predsednik Združenja javnosti tudi nisem poslal, kot pravi Peter Jančič. Na obisku v Sloveniji se včeraj mudil srbski minister za notranje... Čakaj, kaj to je druga novica? Ja. A je vmes kakšen posnetek? Ne. Fotke. Ok, da mi še malo nazaj. Naprej, naslednji. Da začnem, da vidim, jaz nisem vedel, da je to nova novica. Na obisku v Sloveniji se je včeraj mudil srbski minister za notranje zadeve Ivica Dačić. Obiskal je evropskega poslanca in poročevalca za Srbijo Jelka Kacina, s katerim sta se med drugim pogovarjala o izpolnitvah obveznosti Srbije v okviru priključevanja v Evropsko unijo. Zdaj pa imaš posnetek. Dej ga. Će Srbija ostati pri onome što je naš nacionalni državni interes i cilj, a podsjetio bih da je to bio i cilj formiranja, jedan od osnovnih prioriteta formiranja ove nove vlade, a to je ne samo vizna liberalizacija za građane Srbije, nego i put ka punopravnom članstvu u Europskoj uniji u budućnosti i stvaranju ovog dela sveta, pretvaranju ovog dela sveta u region mira, stabilnosti, međusobnog poverenja i saradnje, jer je to u najvećem interesu svih naroda koji žive u ovom regionu. Ljubljančane pa smo včeraj spraševali, če so se udeležili volitev za Evropski parlament in koliko so z rezultati volitev sploh zadovoljni. Še ne vem sploh, kakšne volitve so to bile? Niti ne vem, kakšen je izid, tako da. Ja. Potem niste volili? Ne, nisem šel, ni bilo časa, samo, ne vem, niti ne vem, kakšen je izid, tako da ne bi komentiral. Ja, marsikaj bi bilo lahko drugače, ampak to je čista utopija. Razočaran sem, z udeležbo. Ne, ni to ni. Bi lahko bila malo večja, no. Vsaj 40%. Ne, to pa ne bi komentirala, hvala. Ja, sem, ja. Kar, ja. Za SD. Ja, pa sem vsem zadovoljna, ker pač se mi zdi, da itak so to čisto druge volitve, kakor te državno-zborske, pa pač to nič ne pove, da bi bil SDS boljši ali pa kaj. Rečemo, da smo. Ja. Ja, stanje kakršno pač je, ne. Odsev stanja.
Raje bi, da bi bilo drugače. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kultura. To je bil, čeprav razumem, drugi posnetek. Ja. Samo še enega imamo. In potem je konc vesti. Še vreme. 3 umetniška plovila iz odpadnega materiala, ki so v sklopu projekta ameriške umetnice Swum the Swimming Cities of Serenissima pred nekaj tedni odrinila slovenske obale, so prispela na cilj. V Benetke. Naša terenska ekipa jih je našla na otoku Isola della Certosa. To je pod kulturo, ne? Kultura je to. We came here from Slovenia. This is the scale model for Alice. We reassembled in Ankaran, and with lots of help from amazing people like this guy, Sun. And we spent about 2 weeks on the sea and in the canals, and now we're here. Še vreme. Ministrstvo za okolje in prostor opozarja voznike, da je uporaba zimske opreme v Kopru, Izoli in Piranu tudi letos v juniju in juliju prepovedana. Iz ljubljanskega studia 136 to so bile vesti na vesti.